No, pozdravljeni. Danes se lotevamo nečesa, kar je, dobesedno povsod okoli nas, pa o tem skoraj nikoli ne razmišljamo. Kako, za vraga, razstaviti svet, ki je v bistvu ena sama ogromna zmes, na njegove čiste posamezne dele? In ko rečem povsod, mislim resno. Poglejmo, zrak, ki ga dihamo. To je pravzaprav koktajl različnih plinov. Ocean, ogromna skleda slane vode. Še tista jutranja kava je zmes. Praktično vse, česar se dotaknemo, kar vidimo in uporabljamo, je zmes. Ok, ampak če je vse skupaj ena velika pekarija, ena globalna zmešnjava, kako potem pridemo do tistih res čistih snovi, ki jih nujno potrebujemo? Kako iz vsega tega izluščimo, recimo čisto železo za gradnjo, silicij za računalniške čipe ali pa, čisto preprosto, pitno vodo? Rešitev seveda ni nobena čarovnija. Vsa fora je v razumevanju fizikalnih lastnosti. Obstaja celo, recimo temu, znanstveno orodjarje, polno pametnih trikov. S temi orodji lahko te zmesi sistematično razstavimo in, iz kaosa naredimo red. No, ampak preden odpremo to škatlo z orodjem, se moramo ustaviti. Najprej osnove. S čim sploh delamo? Kaj točno je snov in kako je sploh organizirana? Čisto preprosto, res. Če ima nekaj maso in zavzema prostor, je to snov. Miza pred nami, voda v kozarcu, celo zrak, ki ga ne vidimo, vse to je snov. Vse je narejeno iz teh drobnih delcev, atomov in molekul. In tukaj pridemo do res ključne razlike. Imamo čiste snovi in zmesi. Čisto snov, to pomeni, da je sestavljena samo iz ene vrste delcev. Recimo, čisto železo so samo atomi železa. Pika. Zmes pa, to je, ko samo fizično zmešamo skupaj dve ali več snovi. Najbolj pomembno pri tem je, da v zmesi sol še vedno ostane sol in voda še vedno ostane voda. Njihova kemična narava se sploh ne spremeni, sta samo pomešani. Ok, zakaj je pomembno, ali je nekaj tvrdno, tekoče ali plinasto? Ker je to naš skrivni adut. Metode ločevanja namreč pogosto izkoriščajo točno te razlike. To, kako se delci obnašajo, ali so tesno nabiti skupaj, ali drsijo en mimo drugega, ali pa prosto letajo po prostoru, točno to nam daje priložnost, da jih ločimo. V redu, dovolj teorije. Zdaj imamo osnove. Čas je, da končno odpremo tisto našo škatlo z orodjem in pogledamo, kako se te zmesi dejansko razstavi. Pa začnimo s klasično uganko. Zamislimo si kupček, v njem sta pomešana pesek in navadna kuhinjska sol. Oboje so drobna, trdna zrnca. S pinceto greš čas. Kako se lotiti tega problema? Tole je pa res elegantno. Poglejmo, vse je v strategiji. Prvi korak. Izkoristimo razliko v toplinosti. Sol se vodi raztopi, pesek pač ne. S tem smo eno trdno snov skrili v tekočino. In potem filtriramo. Pesek ostane na filtru, slana voda gre skozi. In za konec samo še segrejemo slano vodo. Voda izpari, za njo pa ostanejo čisti kristali soli. Res elegantna večstopenjska rešitev, kaj ne? In v tem je vsa poanta. Poglejmo, nismo kemično spreminjali ne soli, ne peska, niti podrazno. Samo pametno smo izkoristili njune različne fizikalne lastnosti. In to je osnova čisto vseh tehnik ločevanja. Najti razliko in jo obrniti sebi v prid. Dobro, to smo rešili. Ampak kaj pa, če imamo drugačno zmes? Recimo namesto soli so v pesku pomešani železni opilki. A bi voda tukaj kaj pomagala? Verjetno ne prav dosti. In to nas pripelje do naslednjega orodja v našem kompletu. Tukaj je rešitev drugačna, a še bolj preprosta. Izkoristimo magnetizem. Feromagnetni materiali, kot je železo, se noro primejo magneta. Torej, samo zapeljemo z magnetom skozi zmes, železni opilki se primejo, pesek pa ostane. Preprosto, hitro in, moram reči, izjemno učinkovito. In seveda, teh orodij je še cel kup, vsako za svojo nalogo. Imamo delce različnih velikosti, kot pesek in kamenje. Uporabimo sito, sejanje, preprosto. Imamo tekočini z različnimi vreliščima, recimo alkohol in vodo. No, tukaj pride na vrsto destilacija. Zmes segrejemo, snov z nižjim vreliščem prma izpari, te hlape ujamemo, ohladimo in, voila, imamo čisto snov. Res, vsako orodje je prilagojeno točno določeni fizikalni lastnosti. Ok, ampak ne mislimo, da so to samo neki šolski poskusi za oceno. Dajmo pogledati, kako te fundamentalne tehnike poganjajo celotne industrije in vplivajo na čisto vsakdanje življenje. Pravzaprav so te metode temeljni kamen nekaterih največjih in najpomembnejših industrij na svetu.
Od pridobivanja surovin in energije pa vse do varovanja okolja. Poglejmo te primere. S tem se srečujemo vsak dan. Ko točimo gorivo v avto, uporabljamo rezultat distilacije surove nafte. Sol, ki jo imamo v kuhinji, zelo verjetno je pridobljena z izparevanjem morske vode. Še tista čista voda, ki priteče iz pipe, je rezultat kompleksnih procesov filtriranja. Te metode so res povsod. Dobro, ob koncu se pa vprašajmo, zakaj je vse to sploh pomembno? Kaj je tisti globlji pomen v tej sposobnosti, da ločujemo snovi? Pomembno je, ker nam znanje o teh osnovnih lastnostih snovi daje moč, daje nam nadzor, omogoča nam, da iz nečesa, kar je na prvi pogled neuporabna, kaotična zmes, pridobimo čiste, dragocene materiale. Materiale, ki so gradniki naše tehnologije, medicine, celotne naše infrastrukture. Tale misel to res lepo povzame. Ne gre se samo za kemijo ali fiziko. Gre za nek temeljni princip, kako surovi potencial pretvoriti v konkretno vrednost. In to nas pripelje do zadnjega vprašanja, za razmislek. Te tehnike, delujejo na fizikalne zmesi. Kaj če bi ta princip, torej iskanje razlik in sistematično ločevanje, uporabili tudi pri bolj abstraktnih zmesih? Recimo pri ločevanju lažnih novic od pravih informacij v poplavi podatkov, ali pa celo pri razpletanju kompleksnih družbenih izzivov. Morda nam znanost o ločevanju ponuja miselni model za urejanje tudi teh precej bolj zapletenih svetov.